Vsaka poezija ima svoje pesniške velikane. Na slovenskem pesniškem nebu kot najsvetlejša zvezda sije Ciril Zlobec, eden največjih in najintimnejših lirikov sodobnega časa. Gospod Zlobec, lepo pozdravljeni. V tem poletju je bilo toliko lepega in toliko zanimivega, pomembnega povedano in napisano o vas. Praznovali ste namreč 90. rojstni dan, 4. julija 2015, da bi le težko še kaj posebnega, avtentičnega dodala ali vprašala. Zato sem se odločila za začetek, da vam zaželim, da kot bor na vaši kraški gmajni s trdnim zdravjem in upornostjo pravega kraševca kljubujete vsem viharjem sedanjega in prihodnjega časa. Sedaj pa vas povabim k takemu sproščenemu, preprostemu pogovoru, razumljivemu vsem zvrstem gledalcev, starejšim, mlajšim, o vašem življenju, vaših pesmih, o kulturi nasploh. V 90. letih se je zgodilo marsikaj. Ali menite, da so vam vile rojenice ob rojstvu poleg dolgega namenile tudi srečno življenje? Težko je soditi o samem sebi in svoji poti. Zdaj ob 90-letnici tudi se nisem na jasnem, ali je to priznavanje namenjeno moje poezije ali moje starosti z vidika klasičnega spoštovanja starejših in starih. In res doživljam neverjetno pozornost pa ljubeznivost. Ljudje tudi po telefonu pa pišejo domov, pa častitejo, skratka veliko tega. Seveda nisem tistih naivnežev, ki bi verjel, da dobre želje se uresničijo, ampak imajo pa eno lepo lastnost. Dobra želja ti potrjuje, da nisi sam, da imaš prijatelje, da imaš ljudi, ki z njimi tako duhovno, tudi ne poznavajoč se med seboj, komuniciraš in s tem plemenite svoje lastno življenje. V svojem življenju, če vzamem tako glede na vaše vprašanja, ne vem, ko je bilo z rojenici, s sojenicami, ne. Vsekakor sem imel to srečo, da sem imel veliko prijateljev. Žal so večinoma že pomrli, tako da sem ostal sam, kot samoten bor na gmajni. Ampak ta zavest, da si imel, čeprav nimaš več, zlasti v mojih letih, pomeni ogromno. Kajti zdaj v veliki meri osmišljam svoje življenje s tem, da v obratni smeri prehodim svojo življenjsko pot, od danes do prvih spominov, in sem sam sebe sodnik in, kako bi rekel, ne obtoženec, ne obdolženec, ampak sobesednik z nekom, ki je zelo strog v ocenjevanju prehojene poti. In jaz pravim, lahko nekdo meni reče ali zapiše karkoli, največje kritiške misli o sebi sem sam deloma napisal, deloma pa jih občutil in živel in se po njih ravnal. V 90. letih se je zgodilo veliko dogodkov, ki so vam ostali v trajnem spominu in ste jih bili veseli, pa tudi takih tragičnih, žalostnih, ki bi jih najraje pozabili, če bi se jih dalo izbrisati. Katere bi še posebej izpostavili? Ja, nedvomno, to je neka vrsta, bi rekel, dogodkov, ki so me nekako potegnili v svoj vrtinec, so bili pa splošne narave časa. To se pravi, rojen na Krasu pri skromni kmečki družini, s klasično malo zemlje, veliko otrok, stiska permanentna za življenje in po nekih skrivnostnih, čudenih poteh sem le se priboril, da sem šel študirati, ampak seveda v času, ko je bil moj lastni materin jezik preganjen, zasramovan pod fašizmom. Tako da sem zelo zgodaj imel ta občutek, da je v mene nekaj
kar presega tisto vsakdanje kmečko življenje. Najprej sem celo mislil, da bom slikar. Ko sem pasel kravce na paše, sem tako kot Giotto, ki je s kamenčkom risal na kamen svoje motive, sem jaz ravno tako z skočkom opeke na kamen poskušal naslikati svoje kravce, pa drevesca, pa ptice, pa tako. No, ampak potem sem pa zelo kmalu začutil, da je nekaj drugega, da je beseda tista oblika, ki me najbolj obseda. Morda tudi zato, ker je imela beseda nek prizvok, nek hkrati bojevitosti, upornosti, preganjanja zaradi fašizma, in ker je vendarle živela, obstajala, so okrožile knjige slovenske tako med ljudmi tudi nek, kako bi rekel, prizvok sakralnosti. Knjiga je bila nekaj lepega, seveda, tudi knjiga so bile redkost, takrat v primerjavi z današnjimi, ki je poplava, ki je treba, ne vem kako, priporočati, da kaj gre med ljudi. In seveda v tem kontekstu knjige mi je bila poezija še tako bolj, kako rekel, zgoščena oblika izpovedovanja prek besede. Veliko manj kot pripoved, prozna ali pa kritiško razmišljanje, eseistično poezija, ki direktno s prispodobo, tako udarno oblikovano mislijo skuša spostaviti z neznanim bralcem, kot da je tvoj prijatelj, da se z njim pogovarjaš. Tudi ko si najbolj intimen, obrnjen vase, potrebuješ nek dialog, tudi preverjanje sprotno, ali se odzivaš prek samega sebe s potencialnim bralcem, ki ga ne poznaš, ampak ki bo najbrž segel v manjšem ali večjem številu, ko bo knjiga na razpolago. Šla sva obiskat tišino. Samo malo sva se oddaljila vsak od sebe in zabregla z roko v roki med visoke trave ugaslega poletja. Kako je kras zdaj velik, si veselo zaplesala in zarisala okoli naju razmetano obzorje nizkih krič. In ti, kako si majhen v tej tišini, si se zasmejala z glasom lastovke nad nama. V svojem življenju ste počeli veliko stvari. Prevajali ste, pisali prozo, esejistiko, predvsem pa vas vsi poznamo kot pesnika, velikega pesnika. Ali se imate tudi sami predvsem za pesnika, pa ne zaradi mnogih pesniških zbirk in pesmi, ki ste jih napisali, ampak zaradi česa drugega? Kadar kdo od mene zahteva opredelitev, recimo tako leksikonsko ali karkoli, da se opredeliš z eno besedo, se zmeraj definiram kot pesnik. To se mi zdi prvič najbolj zahtevno, drugič najbolj avtentično moje in navsezadnje tudi kot oblika izpovedovanja, ki je najbolj tudi izpostavljena kritiškemu odnosu bralca. Poezijo veliko strožje dojemajo ljudje kot prozo, kot esej. To je pač reče, ko se on misli, tako misli, tako čuti, ampak je nekakšen predvsem posrednik nečesa, posrednik zgodbe. Pri poeziji je pa zgodba sama, ki stopi v ospredje, da ni več razlike med njenim avtorjem in zgodbo kot tako. In tako zanimivo tudi pri tej zadnji zbirki jubilejni, ko so mi dali to možnost, sem se zamislil in takoj se odpovedal klasični antologijski obliki, od prve pesmi do najnovejše. Ampak sem sam, ko sem zbiral, sem začutil, da je pravzaprav v posameznih segmentih zelo logično povezana zgodba mojega življenja, ne samo erotičen del, ampak da je v podtekstu, zdaj, ko sem nekako razporedil kot zgodbo ta izbor,
tudi pravzaprav refleksija na čas, ko je neka pesem nastala, na mojo intimno, bi rekel, civilno občansko usodo, ki sem jo živel, tako ali drugače, in da je pravzaprav veliko bolj vezana na realnost življenja, ki sem ga živel, ko sem si zamišljal ta čas, ko sem posamezno pesem napisal. Takrat sem prepričan, da je samo nekaj zelo, zelo mojega, intimnega, iztrganega celo iz sveta in časa, da ne bi se kontaminiralo z njim, ne. Zdaj pa vidim, da v podtekstu je vendarle zmeraj bolj kot je oddaljeno, bolj vstopa v ospredje tudi nek pridih časa, v katerem je pesem nastala, razmer, čeprav niso imenovane, ampak ta zaskrbljenost, tesnoba, kritičnost, tudi avtoironije, vse tiste mogoče stvari, ne. Tako da poezija je intimna, zate lirika, ampak je hkrati tudi pogojena s časom, v katerem je nastala. Vsaka, mislim, tudi ko pesniki mislijo, da so izstopili iz časa in prostora, si otrok tega časa in tega prostora, si Slovenec v tem kontekstu. Se spomnite, kdaj in komu ste napisali prvo pesem? Ja, prvo pesem seveda ne nikoli pozabil, to sem bil, mislim, prve pesnice sem pisal tako že kot pastirček, da take bolj humoristično zafrkljive, ne, na račun sestre, da se je zaljubila, pa tako take šaljive. Tako da sem celo mislil, da imam humoristični talent, ne, pa potem sem kmalu gotovo, da ga nimam, ne, to pravega. In prav zavestjo, da sem napisal pesem in da hočem biti pesnik in da je to nekaj izjemnega, usodnega za moje tudi prihodno življenje, se je pa zgodilo v prve gimnazije, v Semenišču, v Gorici, ko sem se z nekim sošolcem pretepil, sem ga jaz napadel, ker me je žalil zaradi moje skromne obleke, hlače, ki niso bile dovolj dolge, ne dolge, ne kratke, ampak tako na pol, ker sem imel eno samo obleko, namesto imeti 2, 3 za posamezne letne čase. In so me hoteli razumljivo izključiti, ne, kako pretepati se pa za duhovnika študira, ne. No, in tiskrat sem bil klican ravnatelju na odgovornost, rekel pa kako, pa kaj te pa do glava, a so što pretepil, kaj še zgleda, skratka, vse priprave, da reče, si poberi svoje kovčke pa pejdi, ne. In tiskrat sem jaz nekako začutil na tako močno socialno noto v sebi in sem rekel, nisem ga pretepil zato, ker bi mene žalil, ampak ker sem čutil žalitev mojega očeta, ki mi ni mogel drugačno obleko me kupiti, kot to, kar je spravil lahko skupaj. In tiskrat je bil ravnatelj, Italijan seveda, pretresen, pa rekel, glej, kakšen dober sin. In rekel, pejdi lepo spet v učilnico. In jaz sem prišel v učilnico, vsi me pogledajo, sam čakaj, kdaj me začel pospravljati, ne, svoje stvari, ne, in jaz se usedem, bilo je oktobra meseca, leta 38, in se zagledam skozi okno, tam zunaj so bile take že jesensko rahlo obarvane, tako kostanje. In tiskrat sem tako se zamaknil, poln sebe, imel sem občutek, da sem naredil eno junaško dejanje, ker sem ostal, nisem se kesal pa jokal ali pa prosil, ampak sem kar rekel, ne, tako, ne. In to sem se rekel, to sem jaz. In pol je bilo pa pesem, ne, in takoj prva stvar pod vplivom šolske vzgoje, italijanska seveda, sem takoj imel v glavi sonet, ne, ampak me je kar nekako pod pero lezla italijanščina, ne, in ko sem zapisal prvo besedo prvega verza italijanščine, je prišlo kot neko razsvetljenje, kaj, ti boš pisal italijanščine, ki imajo pesnikov kot listja in trave, ti si slovenski pesnik. In sem napisal
pesem, seveda svojo prvo pesem v svojem jeziku, zavestjo, da sem pesnik, že s tisto prvo pesmijo in seveda, da je v tem specifičnem statusu biti slovenski pesnik tudi neka zavezanost občestvu, se pravi v tem primeru narodu, ki mu pripadam, ne glede, da je v takem stanju na pol ilegalno, zatirano, odrinjen, skratka vse pesimistične konotacije, ki mu je priskrbel fašizem na Primorskem. Ko sva sama, ko sva čisto sama, ptici izpod hišnega napušča na koralni čeri sredi oceana. Ko sva čisto sama, južni sadež v ustih severnega dečka. Ko sva čisto sama, gruda žitnih polj v cvetlični vazi, ko sva sama. Ko sva čisto sama, z varnim ničem vse okoli sebe, vse brez korenin spomina, brez plodov izkušnje, ko sva sama, ko sva čisto sama. Ko sva še samo drhteč objem in mislil, če je misel možna, ko sva sama, ko sva čisto sama s sabo, da sem Bog. Če ne bi te tako vso živel, zemeljsko te ljubil žena, najpopolnejše od vsega. Ko sva sama, ko sva čisto sama. Vaša poezija sega na različna tematska področja, a vendarle je v središču vsega ljubezen. Ljubezen kot najintimnejše čustvo. Zakaj ljubezen in kaj vam to pomeni? Glejte, jaz sem živel v številni družini, veliko, 7 otrok, pa mate, stara mate, pa tako. Skratka, to je bila še tista rodovna skupnost, ne? Tako da se je od dojenčkov do starčkov smo umirali. Danes smo vsaka enota je zase, ne, generacijsko, kar je zlasti na stare leta malo tako otožno. Tiskati pa zmeraj neko življenje in smrt sta se zelo naravno prepletala. In jaz sem doživljal to, ko bi rekel, ljubezen v vseh mogočih oblikah družine, čeprav bi rekel prej siromašni kot ne, pa vendar ne najbolj na socialnem dnu, ampak tako, da se je nekako zmeraj zmučili, ampak vendar je oče skupaj spravil s svojim delom. Sem čutil to ljubezen staršev do otrok, otrok med sabo. Skratka, v družini je, morda tudi po zaslugi matere, ki je bila čudovit človek, je bila ljubezen in medsebojno spoštovanje pravzaprav kot neko nadomestilo vseh tistih pomanjkljivosti socialnega življenja. Ne? Nisem mogel imeti tega, nisem mogel imeti onega, ampak vse se pa lepo razumel drug drugem, spoštoval, pomagal si. Skratka, se je razvil v sebi to čustveno plat življenja. No in seveda potem že pred puberteto in puberteto, ko začneš ločevati, da nič samo na tem svetu človek kot abstraktno ali pa enoznačno opredeljeno bitje, ampak da je tudi razlika moške, ženska in da te pogled moškega, čeprav še otroka, ne vem zakaj, veliko bolj vleče, ko vidiš pred seboj deklico, kakor svojega sošolca, fantka, na paši na Gmajni, recimo 10-11 let star. In tako sem jaz počasi zorel v tej misli in spoznanju, začel opazovati, tudi knjige bral z tega velika. In gotovo, da je pravzaprav ljubezen kot čustvo najbolj univerzalno čustvo človeku, ki pravzaprav se pokaže v lahko osrečujoči obliki, ali pa tudi tragični, ali pa tudi zločinski. Vsi vemo, da se zaradi
po nesrečne ljubezni med seboj pobijejo ljudje, zakone rušijo, pa ne vem kaj. In sem nekako začutil, da je tukaj neomejeno, kako bi rekel, področje sodoživljenja nekih lahko zgodnje mladosti. Najprej zanimivo, tudi, kako bi rekel, kontradiktorno, da skoraj bi rekel, začutiš prej filozofsko misel, da kaj je ljubezen, ampak seveda v naivni otroški obliki, ne, ki jo potem pa skušaš nekako počlovečiti v verzu, ki stvari postavlja kot da so. Tudi tiste, ki jih ni, ki si jih samo sanjal ali pa si želel ali karkoli, in to potem se seveda življenju z rastjo, z leti, ko dojameš, ko imaš tudi možnost komunikacije z nasprotnim spolom, ki je pa hkrati dopolnjujoč, zmeraj bolj se tudi ti to, ne, in si imaš ambicijo, da je tudi oni drugi ti, ne, in tako naprej, se plete pravzaprav bistvo človeškega življenja, ne. Da ne govorim potem o družini in tako naprej. Zame je ljubezen tudi prijateljstvo, je neka oblika ljubezni. Ko so ti moje najbližji prijatelji, recimo od Pesmi štirih, Menard, Pavčekovič, umrli, pa prijatelj Menati, jaz sem resnično začutil in še danes čutim, kot da je umanjkalo del mene, ne. Del mojega življenja so bili in so celo zdaj v spominu za vsem tistim, kar smo skupaj doživljali, podoživljali, izmenjavali si spoznanja, izkušnje. In to velja tudi celo za nekatere prijatelje v tujini, smo si dopisovali in srečevali se in si postali prijatelji v, kako bi rekel, v tistem najčistejšem smislu, brez kakršnega koli interesa, ampak čista simpatija, čisto sozvočje idej, pa ne mislim enakih idej, ampak medsebojno kompatibilnih, da si z nekom, ki lahko tudi drugače misli, ki drugače čustvuje, med pesniki, ki absolutno, ki drugače piše, ampak se ne medsebojno izločata drug drugega, ampak obratno dopolnjujeta. In tako se nam je, vsem štirem recimo, nam pesnika prve zbirke skupne, zgodilo, da je ena novinarka z Kopra, Radio Kopra, Breda Biščak, napisala oziroma imela en intervju hkrati vsemi štirimi in ga ponaslovila kot Ubran kvartet, ker se je potem večkrat to ponavljalo, ta opredelitev, in je resnično. Bili smo različni, ampak začutili smo takoj na začetku, da kot recimo nek kvartet pevski ali pa instrumentalni, so lahko od bobna do violina lahko, ne, ampak če je uglašeno, je tudi čisto in privlačno in estetsko, ni uničujoče, ne. In v tem smislu je res, tako občutiš v glavnem, če je razpoloženje za to transmisijo, ki ga ustvari prav ta občutek, da je ljubezen univerzalna, ne. Če sedaj se malo ustaviva pri najnovejši pesniški zbirki, to je Ljubezen, čudež duše in telesa, nekaj ste že prej povedali o njej, da je nekakšna avtobiografija, posamezne pesmi so refleksija dogodkov iz vašega življenja. No, uredili ste jo sami, 90 pesmi za vaših 90 let. Morda poveva, kakšen je bil odziv bralcev? Ko so dobili uredniki na Mladinski knjigi in komercialisti v rokopis, vsake, to bo pa šlo, če smem tako reči, knjigotrško. Glede na to, da tudi moja prejšnja zbirka, obe prejšnje zbirke, Tiho romanje
zadnji pesmi in Biti človek sta daleč nad povprečjem bili prodani, če smem tako reči, ali pa bili kupovani. In so one rekli, no, če je šlo, bo to še bolj šlo, ker je bolj zgoščeno, izključno na ta motiv ljubezni. In so šli takoj na blazno naklado za slovenske razmere, 3500. Glede na to, da se običajno tiska od 200 do 300, izzivamo 500. In jaz sem rekel, to ne bo šlo, to je pretirano in tako naprej. Oni so trdili, da bo šlo po njihovih pričakovanjih. In je res šlo, tako da je zdaj zbirka v ponatisu. In tako kot je napisal v neki anketi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ko so vprašali vrsto eminentnih ljudi, se pravi nadškofa, rektorja, predsednika akademije, predsednika vlade, to za dan poezije, da ne izberijo neko pesem in povedo, zakaj, je nadškof, pa niso se nikoli srečali, ko je spoznala do takrat, izbral eno mojo ljubezensko pesem z obrazložitvijo, da ga je tako pretresla zaradi intenzivnega čustva ljubezni, ki ga izpoveduje v tem svetu, v kateri je toliko sovraštva. Tako nekako prosto po spominu. No in to mislim, da je ta odzivnost, nekaj je tega, kako bi rekel, jubilejno 90-letniškega spoštovanja, pa kaj ta zlovec nori pri 90-ih, pa ponuja ljubezensko poezijo, a nič ne misli na smrt, čeprav zelo veliko misli na smrt. In je bil ta tudi po reakcijah, ki jih doživljajo, ko me ljudje pišejo, ustavljajo na cesti, telefonirajo, da točno to se je zgodilo, kar sem si jaz samo želel, ne da bi upal, da je to sploh možno. Jaz sem smatral, da naš čas je vse prej kot poetično razpoložen in da koga pa briga, ali imaš nekoga rad ali ne, ali imaš pri tem pozitivne in negativne občutke, dvom, zaskrbljenost. Ena moja zbirka v preteklosti se je imenovala Dvom, upanje, ljubezen. Se pravi, začenja se dvomom, poje upanje, pa če se srečno iztače, se ustaviš pri stanju ljubezni. No in zdaj se je zgodilo to, da kar je, mislim, tudi ne samo moja spoznanja, tudi številnih pesnikov, sem se srečeval z njihovimi idejami, ki pravijo, da prava pesem, živa poezija je takrat, ko je tako napisana, da bralec, ki jo dobi v roke in prebere pesem, ne bere več z občutkom nečesa, kar je zunaj njega, ampak da med branjem zmeraj bolj stopa v pesem, on sam z neko asociativno logiko svoje izkušnje, tudi v položaju, kot so tudi napisal, ljubezen najbolj boli, ko je ni. To se pravi, da je ta zbirka, ki je bila zgoščena, ljubezenska tematika. In ker sem to spoznal, to možnost, sem tudi oblikoval izbor tako, da ni to antologijski prelet, šolski, študijski, ljubiteljski, ne vem kaj, kaj sem počel in kako sem počel, ampak da je to zmeraj bolj postajalo v mene samem, ko sem delal izbor, sem gotovo, ja pa si to je moja intimna, duhovna, erotično duhovna življenjska zgodba. In to so tudi številni bralci doživeli in doživljajo sebe. Mnogi v svojih pismih pravijo, krasna zbirka, zadovoljen sem, hvaležen sem, gospod Lobec in tako naprej, pol pa se razpiše o tisti svoji muki, izkušnji, ki se mu je prebudila
ob branju teh pesmi in mnogi so mislili, da je to človeška slabost, da je to celo ponižujoče, poraz recimo priznati. In so našli tudi neko oporo v svojem omahovanju, prav v tem svetu čustvenem, ne? Kaj je, kaj ni, kdo je nosilec, ali obalno beden, ali so oba v praznem, ne, oba partnerja. Tako skratka, da je to neka tema, ki ni samo univerzalna po svoje narave, kreativnosti pesnikovi, ampak tudi bravski. Da od vseh tematik, bolj kot so vezane na konkretnost, ne, resnično ali fiktivno konkretnost časa, razmer, družbe, zgodovine, kaj, tam se vezan na realno ugotovljivo eksaktnost, tako je bilo, lahko reče, ni res, ne. Tukaj pa karkoli je prepričljivo napisano, je lahko res. Tisti trenutek, ko je napisano, je res. In bralec da še svojo resnico, potrdi, ker je on tako razumel. In jaz se najbolj razveselim, ko me kdo razlaga, kako je bral neko mojo pesem, in jaz čutim, da je drugače bral, kot sem jaz jo čutil, ko sem pisal. Ampak hkrati mu moram priznati, ko zdaj kaže distanca, da je njegova interpretacija popolnoma logična. Je on mojo pesem naredil za svojo pesem, ne? In to se mi zdi, da je največ, kar lahko pesnik doživi, in v neki obliki in določenem obsegu, to zlasti s to zbirko tudi jaz doživel. Morda tudi temu sprijemu je pripomoglo veliko, sta pripomogli v prejšnji zbirki, ko sem jaz brez sramu, brez ženiranja po svetu svoje največje tragedije življenja izgubi tako hčerke kot sina in govoril o smrti, o izgubi dragega človeka, o boju za to, da bi človek vendarle živel, čeprav nesrečen, ne? Ker ko sem enkrat hčerki odgovoril, največji razlog za življenje je življenje samo. Vse drugo je parcialno, življenje samo pa globalno, celovito, celostno, ko bi rekel temu. No in tako, tam sem pa opazil, tukaj je samo omenjen ta problem sina pa hčerke, kolikor je v ljubezenskem kontekstu pesmi, da ljudje se nekako sramujejo, oziroma večina ljudi se sramuje govoriti o težkih izkušnjah, ki se niso pozitivno rešile, ne? Kot je nekdo umrl, neka neozdravljive bolezni, pa to, kar reče, ja, tako nekako megleno to sporočijo. Jaz sem pa doživljal to tudi zaradi tega, ker sem se z obema otrokoma neizmerno dobro razumel in ona dva oba z mano, tako da sem to tragedijo doživljal res v vseh variantah in od začetka sodeloval v brezupnem boju, da se to ne bi zgodilo, kar se je moralo zgoditi. Ne, ta brezizhodnost. In tako je tudi postala poezija zame osebno, pa tudi za marsikoga od bralcev, nekakšna terapija, ne. Tako da jaz sem spoznal in celo lahko rečem, da če ne bi imel te možnosti, da se izrazim v poeziji, ne bi prinesel teh dveh strašnih udarcev izgube hčerke in sina. Tako sem pa dejansko njuno življenje v mojem življenju, ne, ker le hčerko sem živel skupaj 40 let, s sinem 60, ne. Se pravi, to sta še zmeraj živa v meni, ne. In jaz sem rekel, sem rekel, posvetničil. Zame sta dva lika moja, človek bi rekel, moja kreacija človeška,
ki sta najčistejša, najpomembnejša. In temu jaz celo rečem, to je moja laična religija ali pa laična transcendenca. V moji, spet en izraz iz moje poezije, kratkotrajni večnosti, tem čudežu življenja od rojstva do smrti, ki pravzaprav ima nadih večnosti, individualne, različno doživljanje, ko ti ne moreš se predstavljati, ker si bil, pa da ne boš več, ne moreš. To se pravi, v svojem nagonskem, živalskem, če lahko rekel, občutju si sam v sebi večen, ne? Dokler si. Ne? V svoji vitalnosti še sedaj aktivno spremljate, sem prepričana, tudi novodobne pesnike mlajše generacije, posebno lirike. Zdi se, da je danes doživljanje življenja in ljubezni povsem drugačno kot v vaši generaciji. Ali lahko tovrstni pesniki potem še pišejo tako intimno, tako nežno ljubezensko poezijo, če ljubezen doživljajo drugače? Prav gotovo zgodil se je ta fenomen. Jaz pravim, da živimo novo civilizacijo, ki smo jo sami ustvarili in jo še ustvarjamo, in ne moramo pa obvladati, ne jo osmisliti. In ta civilizacija je pa ravno nasprotna moje lirske poezije.
razbija to človeško intimnost in celo ljubezen, če sam gledam te javne manifestacije, festivale, pa ne vem še kaj, prireditve. Danes je predvsem v ospredju, kako zbuditi neko kolektivno poenoteno čustvo. To se vidi zlasti na teh javnih koncertih, ko vidiš na tisoče rok, ki se dvigajo od obrovajoče, ob neke, bi rekel, lahko tudi ljubezenske floskule, v lepo zapeti ali pa atraktivno zapeti, igre pa še igrane. Skratka, človek v iskanju samega sebe se najlažje zaradi medijev, zaradi tehnologije, zaradi vsega, kar omogoča moderne današnji čas, da živi skupaj z drugimi neko kolektivno čustvo. To se pravi ravno obratno od moje ljubezenske poezije, ne? Iz intimnosti, ne? Pa vsi se imamo vsi radi, pa vse to, pa idemo plesati, pa idemo piti, da počne čim več ljudi isto stvar, s podobnimi ali istimi občutki. To je bilo krasno. In pogledajte, tudi ocena, ne? Ni več ocen, niti javnih prireditev, razen tistih strogih, koncertnih, v dvorane in to, da bi rekli, da je bilo dobro ali slabo, ampak joj, toliko ljudi je bilo. Ne? Udeležilo se je 10.000 ljudi, ne? Pa lahko je bilo polomija, ampak če 10.000 ljudi je upravičilo, da je bilo krasno. Ne? In zdaj človek v tej resnični stiski civilizacije, ko nima neke možnosti, da bi se pridružil neke etični in hkrati privlačno, socialno privlačne ideji. Ne? Danes tudi med strankami so razlike, predvsem v ambiciji po vladanju, ne pa po vsebini, da to svojo zbeganost prostoru in času povezuje s tem, da se veže na množičnost, na javno manifestiranje. Tu smo mi mlade, tu smo mi ne vem kaj, karkoli že, ne? Ker sam zase je prešibak, da bi lahko ozaveščeno preživel svoje življenje. Ampak to je logika prvič absolutne dominacije medijev, ki ustvarja javno razpoloženje. Vi sam gledate televizijo, pa gledate recimo kar ponudba nekega efemernega predmeta, kaj se jim, neka maža, neka parfemer, kaj tako. Leta in leta ponujajo, ne, in dopovedujo, če to boš porabil, ne bo izginile gube, bo to ono naprej mehka koža, pa lepa, pa. Skratka, te skušajo prepričati, da so vrednote zunaj tebe, ki jih moraš ti sprejeti. Argument, da so pomembne, je pa to, da toliko in toliko se je navdušilo za to, pravi, to je že prodano, toliko izvodih, to je že, ne vem kaj, po celem svetu in tako naprej. Torej, skratka, ti moraš sprejeti nekaj, kar ni tebe v tebi. In to seveda je popolnoma negacija ljubezenske lirike, ki je pa obratno zelo, zelo, zelo intimna. Da se spet vrnem ene svoje sintagme, ljubezen do edina, ko sta dva, ki resnično in iskreno skušata biti eno, to je ljubezen, najna ljubezen, ne? Hkrati pa se zavedata, da je to tako, kot je, ambicija, ki ni uresničljiva, ker lahko je ljubezen, da je eno skupno za oba, samo če se spoštuje različnost obeh. Ne? To je kot skrivnost Svete Trojice, tri osebe in sam Bog, ne? To sta dva zaljubljenca, ena sama ljubezen, ampak noben ne sme biti samo, ko bi rekel, odslikava močnejše osebe. Ne? To se pa dogaja v družbi, da najmočnejši, pa ne bo, da so močne zaradi
bogatstva, zaradi politične moči, zaradi vojaške moči ali pa zaradi populacijske moči, ali Kitajska, ki je velesila že s tem, da ima 1 milijardo in 300 milijonov ljudi, ne, ki jo mora upoštevati pač kot dejstvo cel svet, ali jo pri srcu je ali ne. Skratka, in v tem svetu, ko se tako rekoč skoraj vse, tudi proti naše volji, poglejte, dostikrat se prav smejim, tako med resnimi poročili reklama za avtomobile. Ne? Na 30 let vračaš lahko minimalne, po 50 evrov na mesec, ki ti ne opaziš, za odplačilo. Hkrati ga bi pa moral prestižno zaradi te napredujoče družbe najkasneje na 5 let menjati. Ne? Zdaj pa se računaš, 30 let odplačuješ, pa 5, kaj to pomeni. Ne? Popolnoma obsedenost s tem, da morajo neprestano neke atrakcije ponuditi. Ne? Poezija zlasti od vseh umetnosti, vsaj mislim, ne? Bolj kot vse druge zvrsti, je to, da te pa stalno kliče spet nazaj k sebi vase. In tako imam jaz to spet neko sintagmo potovanja iz sebe vase. Ne? Če ti ne spoznaš sebe v konkretnem času in prostoru in skušaš takoj izoblikovati ta svojo ponotranjenost, da ohraniš ali pa spet pridobiš izgubljeno samospoštovanje. Danes je ena največjih tragedij človeštva v tem, da ljudje izgubljajo identiteto, pa ne samo ljudje, tudi določeni narodi. Jaz mislim, da je recimo ena od slovenskih muk sedanjega trenutka ta, da smo imeli skrajno razvidno, izostreno zavest o sebi kot narodu, slovenski narod, ne, smo to, ko nismo imeli države, ko smo pa dobili svojo državo in stopili v te mednarodne organizacije, smo pozabili, da treba tudi nacionalno zavest kultivirati in prilagajati času, razmeram, da si kos novim razmeram, ne da zamenjaš identiteto, ampak da obvladuješ čas, ki ga živiš. In smo zdaj takole, smo pač samo člani nečesa, ne da bi imeli podobo primerno za to. Pri velikih narodih, recimo Nemci, Francozi, nastaja to samogibno, ker so različne sile, ki to stvarjajo, pri nas bolj pa programsko, konkretno, če sem zelo konkreten. Se ukvarjamo, so naredili spisek podjetij, ki jih treba prodati. Namesto da naredili najprej spisek podjetij, ki nas določijo kot izviren narod, kreativen narod, ki si jih ne sme pridati, ki so tipično za slovenske. Zdaj so govorili o zavarovalnici Triglav, se predstavljate, nemška podružnica slovenske zavarovalnice Triglav, v Berlinu, mislim, brez veze, mislim, take anahronistične oslarije prihaja na dan, da je resnično žal zmerom bolj odrinjena kultura, ki je neprestano vabilo, če že ne klic, na to pa človek, da ima razmisliti, kaj si samo enkrat živiš na tem svetu, kako preživi svoj čas. In narod, danes sem videl v tistem včeraj, tiste revije Pogledi, ki je na naslovnici tam pisatelj, humorist Roza, pa pravi, naslov je Sprijaznil sem se, da mora biti Slovenec, jaz sem napisal že 52 leta knjigo, lepo je biti Slovenec, ni pa lahko. Majhen narod mora permanentno dograjevati svojo podobo. Nič se ne zgodi samogibno, da bo kar naenkrat bomo sedli za mizo skupaj z Američane in Nemci pa udarili po mizi, ker ne tako bo.
karkoli počnemo, se nam zaplete, ker nismo gotovi v svojih stališčih. So celo lahko dobra, ampak niso, kako bi rekel, vsajena ali pa sprejeta v javni zavesti. Ne? To je stališče Janše, stališče Cerarja, kogarkoli nekje, ni šlo skozi verifikacijo življenja samega, ne? Da postane samoumevno, samogibno, da znotraj same sebe, da se sproti dograjuje, utrjuje, preverja, je prav, ni prav. Pri nas pa tako iščemo samo kriminal, lumpe, kdo bi moral odstopiti, kdo mora v zapor, skratka, veliko bolj nas privlačijo negativitete, ki se dogajajo v življenju in civilizaciji, kot da bi, ker res je težje, dograjevali na pozitivne osnove. Jaz sem morda že pred 40 leti napisal, da se Slovenci uveljavljamo zanikovalsko pot zanikovalske pote, porabil sem celo latinski izraz, afirmacijo per negacionem, ne? Da ti se skušaš uveljaviti s tem, da druge izničuješ. Ne pa, da se soočaš s pozitivno ambicijo in soočaš tudi tekmovalno z drugo, ravno tako pošteno pozicijo, pozitivno, in je morda končni rezultat simbioza obeh. Ne? Mi ne poznamo tega veznika in to, ampak to ali to, mi smo vse na ali. Ne? Ali menite, da je slovenska kultura danes, kljub temu, da nekateri govorijo, naredili bomo to, poudarjajo drugo, potisnjena bolj na margino, da ni dovolj priznana, dovolj cenjena? Kultura, mislim konkretno naša, je prav gotovo bila v preteklosti glavni, kako bi rekel, steber nacionalne zavesti, tudi etično utemeljevanje upravičenosti življenja tega. Tisti trenutek, ko smo pa postavili po vzoru svetovnega trenda, svobodnega trga, svobodne konkurence, svobodne menjave, skratka sama svoboda, ki je pa največja zloraba svobode, ne? In smo sprejeli to tudi kot po evropskih navodilih, po direktivah in tako naprej, ne? Sprejemamo sproti s takim hitrim tempom, da nimamo niti časa, da bi ugotovili, da to ni primerno za nas, da bi morali najti neko obliko, ki bi bila za Slovence pozitivno sprejemljiva, ne samo kot občutek zavezanosti. No in zdaj v celem svetu, tudi zaradi razvoja znanosti, tehnologije, se je uveljavila neka specializacija na vseh področjih. In zdaj je ta proces dvojni. Po ene strani vsak sektor se skuša osamosvojiti, ker s tem vidi večjo zagotovilo, da bo preživel v tej silni konkurenci. Po drugi strani pa imaš kontradiktorni razvoj, ki to specialistično, specializantno, strokovno, poudarjeno izničuje. To prekarno delo, prekarni odnos do dela. Ti od človeka zahtevaš, da je strokovnjak, najvišji, on pa zgubi službo, pa mora iskati kakršnokoli službo in bo srečen, če bo dobil, da se preživi. Nekdanjo
ljubezen do dela. Nekdo je šel magar za kovača, ker je blazno užival, da je nekaj ustvaril v tistih svojih rokodelskih kombinacijah, ne? Imamo prave mojstre, umetnike, so nastali iz tega. Je zamenjala zaposljivost kot merilo, ne? In seveda kultura kot taka ne more zagotavljati zaposljivosti, celo obratno, toliko je danes intelektualiziran svet, da je ta kulturni prostor prenasičen samim sabo, ne? In da znotraj samih sebe ima že te medsebojne antagonizme, ki so negativni, uničevalski, to ni dobro, une je slab, ta ne zaneč. Skratka, medtem ko vsaka družba bi morala vključevati kulturo v svoje ambicije, kulturni odnos do ljudi, kulturni odnos do dela. Ne moreš ti reči, bom konkreten, da moramo zaradi podaljšane življenjske dobe zaposljivost potegniti do 70 leta. Hkrati pa ne niti omeniti, da mlade, ki diplomirajo pri 23 letih, 10 let iščejo službo, najbolj plodovitih in sposobno ustvarjalnih in ne vem kakšnih pogojih, ki bi jih lahko nudili družbi. Tako da ta družba, ne samo naša, ne? Samo to je velika razlika. Pri nas je kultura usoden katalizator odnosov, ki smo majhni. Ne? Imamo vsi vse hkrati doživljamo, ne? Vemo, kaj se za vsakega politika, s kom hodi, s kom ne hodi, s kom je spal, z ženo ali z ljubico to noč in tako. In pravzaprav same sebe blokiramo, da bi lahko delovali samogibno. Pri velikem narodu kultura, tudi če je komercialna, na toliko in toliko primerov se ustvarja tudi velike vrednote. Ne? To je razvidno predvsem v glasbeni, najbolj se vidi to. Ne? Pri nas je pa treba organizirano gojiti, sicer se izgublja predvsem v tem, kako naj preživi kultura, ne? Ki je ustvarjalna veliko bolj, kot to potrjuje tržišče. Ne? In to ni lahko, čeprav je zelo alarmantno stanje, če ugotovimo, da tudi odnos tako politike kot gospodarstva do kulture takšen, češ dobro, pa naj živi tudi kultura, ne, kot separatna dejavnost. Kultura je integralni del družbe, ki je v vsem prisotna, kot je religija za verujoče. Ne moreš reči ti, pri maši sem kristjan, vsako nedeljo, drugače pa sem ateist. In to je stanje, ki se pri majhnem narodu, kot je naše, pozna takoj. In mi se to lažemo, ker izkušnje velikih narodov, velikih skupnosti, itak povzemamo in ponujemo samo uspešne stvari. Ne? In zdaj ustvarjamo občutek, seveda pa ne bo tudi slovenska kultura, res dan slovenski pisatelj, roman, ki bo išel milijonske naklade, ne? Se ne zaveda pa, da ima več milijonsko publiko, pri nas pa, kaj se na prstene roke včasih lahko šteješ. Tako da mi ne moremo se vdajati iluziji, da moramo samo pogruntati neko formulo, neko rešitev, pa bo vse v redu. Mi smo, če smo Slovenci, če hočemo ostati Slovenci, zavezani, da zavestno se zavedamo in prakticiramo kulturo kot po eni strani povezujoči in po drugi ali pa hkrati s tem osmišljujoči element, vezivo družbe kot take. Na kaj pa naj se vežemo
Slovenci, če hočemo upravičeno egzistirati na tem prostoru, ki že tako nam strežijo vsi po takšnem ali drugačnem življenju, ne, ali vpliv, ali podrejenost, ali karkoli že, da ne govorimo o teh žalostnih zadevah. Tako da mislim, da je tukaj prišlo do neke napačne predstave o samogibnosti razvoja. Zdaj smo v civilizaciji, ki deluje samogibno, ampak sprožajo pa kakšne smeri, v kakšne oblike, nevidne sile, ki so pa vse mogočne. To je pa kapital, denar. Danes žal tudi pogledate pri velikih narodih in pri nas, da ne deluje več politika, pravi, politika se mora umakniti, v redu, ne se umakne, ampak vendarle delujejo pa te popolnoma, bi rekel, čisto preračunljivi interesi uspešnosti na trgu. Ne, ti moraš ustvarjati presežno vrednost, pa tudi, če pri tem zasovražiš pri svojem delu samega sebe, izgubiš stik z družino. Skratka, dogajajo se tragedije prav na tej ravni človeške intimnosti, ki je polne črne kronike vseh medijev, tudi naših, ko ljudje enostavno so mislili, da bo nekaj, pa ni nič, ker ga je povozil čas, ki je postal preden zahteven pričakovanja močnejše, kot jih je on zmožen, pa ne on en sam, ampak množice. Ne? No in tukaj mislim, da je res, da tudi kultura deluje v razmerah, ki so težje, kot so bile včasih. Včasih so bile nekje, kako rekel, zgledi, ne? Smo imeli Prešerno, smo imeli slovensko modernost, smo imeli napredne pisatelje, pa to. Zmerno smo imeli nekaj, smo imeli Cankarja, smo imeli ne vem kaj. Spet je, Cankar je rekel, kaj se ne, narod si opisal sodbo sam, ne frakma ne bo. To je to še zmerno aktivno, ampak to mi kot štos ponujemo, ne, to Cankarjevo ugotovitev, ne. In zdaj seveda v tem stanju permanentnega spreminjanja, prilagajanja, ne, res je nevarno, da zamujaš in si potem odvisen, da si prisiljen sprejeti oblike in način življenja, ki tega ponujajo, celo zahtevajo drugi, ker postaješ moteči člen v svetovnem kapitalskem razvoju. Ne. Pa kaj to me na mala Slovenija biksa, da se prepira s Hrvaško, ne. Mi imamo pa take načrte, ne. To je hazard. Jaz sam sem ves zaklad postal in zanj se zbal. Zakopal ga skopuh globoko vase. Zdaj hočem še in še, jemal bi in jemal popotnico skozi te razsipne čase. Zdaj kocka sem na najbolj nori vseh rulet. To je hazard, popolna radovednost. Jaz proti vsem, za vse, jaz v upanje preklet, da ljubljen in ljubeč, najvišja vrednost, sam sebi bi postal, goljuf in goljufan. Kot zemlja na pomlad, ljubezni sem odprt, v dežju in soncu njene milosti zrahljan do korenin. Če prideš, bom cvetoči vrt, ko prideš, z bosimi nogami stopi vanj in jaz bom rosa na stopalih tvojih sanj. Ob 50-letnici se vam je zapisala utopična misel. Rad bi živel dolgo, a ne umrl kot starec. Torej, živeli ste dolgo, to dokazuje 90 let, častitljivih 90 let. Kaj pa počutje v letošnjem poletju, ko ste slavili ta jubilej? Se počutite starec ali večni mladenič, vsaj duhovno v narekovajih? Ja, večni mladenič v smislu, če to si zapišemo, pa gledamo, ko je napisano. Več ni mladenič, ne? Življenjske logike ne moreš ubežati, ne? In jaz sam zase
sem iskreno rečeno zadovoljen, da se tako lepo bralci se odzvali na to mojo jubilejno zbirko in v celoti na moje literarno delo. Po druge strani pa čutim to tudi kot nekakšno opozorilo. No ja, je le 90 let tukaj, ne, da jaz pravim, da bolj kot proslavljanje je to slovesno, kako bi rekel, odkajanje. Ja. Rečem, no, dobro se je imel Zlobec, da opravil si svoje. In tako da je veliko nostalgije, moram reči temu, ne. Kar se pa tiče tega absurda, ne, star pa ne starec, vsa moja poezija, to ugotavlja tudi kritika, ali pa skoraj vsa, je grajena na tem fenomenu kontrastiranja. Tema, svetloba, ljubezen, dvom nad ljubeznijo. In to je dejansko življenje, ne, da zmeraj imamo ali nek močan spomin, ne, konkretno, če vzamem 20 let, kako je bilo, ko smo 20-letnik, pa dobiš v albumu fotografijo črnobrada, črne lase, ne, kako se danes nebogljen, kako gledaš, ali bo prevroče, če greš ven, ali boš moral vzeti slamnik ali ne. Žena teče za tabo, tega ne pozabi, ne, pa ti kljub temu pozabiš. Tako da nastopajo določene tegobe, let, nedvomno, ki jih, vsaj v svojem primeru, jaz pravim, da nekako prehojeno pot še enkrat delam od tu k začetkom in si, kako bi rekel, bogatim življenje z nečem, kar je bilo veliko manj s tem, kar je, in sploh nič s tem, kar naj bi po logiki človeškega življenja pričakoval v prihodnosti. Torej je nek sklenjen krog, po katerem zdaj se tako arbitrarsko kot arbiter sprehajam in sam sebe ocenujem, kako sem prehodil in preživel ta čas. V upanju, da nekaj tega drži, dolgo sem živel, doslej se nisem sam pred sabo in pred javnostjo smešil kot betežen starček. Ne? Kajti starost, pravimo, je akumulacija modrosti, je pa tudi zelo, zelo primerna vaba za senilnost. Ne? In se ta krog sklene, da detke pa vnuke in pravnuke se zelo lepo razumejo. Ne da bi vnuki in pravnuki postali starčevsko modri, ampak da bi starci postali otročji. Ta nevarnost preži, se je zavedam, in tudi vprašanje nadaljno je modro se vprašati in si odgovoriti, doklej bom še javno sploh deloval. Ko bom ugotovil, da bi rekli, pa se nima več kaj povedati, upam, da bi imel toliko samokritičnosti, da bom modro utihnil.
Torej, želela sem povabiti k pogovoru danes tudi vašo čudovito, vitalno, lepo ženo Veroniko, ki je bila vaša pesniška muza vse življenje. Zakaj? Tudi zaradi tega, ker sta 5. avgusta praznovala še en jubilej, skupni 65. obletnico poroke, torej veliko slavja je bilo v tem poletju. Ker je ni, bom vama za oba dejala naslednje. Imejta drug drugega v ljubezni dvoedini še vrsto zdravih in srečnih let. Hvala za dobro željo. Hvala za pogovor.